Ta Renaultov novinec se na večini svetovnih trgov imenuje Arkana. In gre za lepo ime, ki izvira iz latinščine, iz besede arcanum, ki pomeni nekakšen misterij, skrivnost. Ampak Arkane v Sloveniji ne bo. No, ne bo je pod tem imenom. Na ozemlju nekdanje Jugoslavije se je namreč pred 30 leti razbesnela vojna. No in spomini nanjo so med lokalnim prebivalstvom še tudi danes še kako živi. Ne bomo šli v detajle, ampak verjetno ste v povezavi s takratnim dogajanjem že kdaj slišali za vzdevek Arkan. No in tako so odgovorni pri uvozniku za tako imenovano Adriatic regijo poprosili šefe v Franciji, da jim odobrijo spremembo imena. Želeli so namreč, da ta avto ne bi imel kakšne negativne zgodovinske povezave in pa seveda olajšati delo marketinškim oddelkom. Podobne težave je imel že Ford ob uvedbi modela Kuga. Tudi takrat so razmišljali o spremembi imena za nekatere slovanske trge. No, ampak za to spremembo se naposled v tovarni niso odločili. No, tokrat pa se je pri Renaultu vendarle rodil Megane Conquest. Ja, Renault ima z novim modelom Arkana velike načrte, saj nekako si predstavlja, da s tem demokratizira razred kupejevskih cestnih terencev. In v regiji Adriatic bi bilo škoda, da bi avto s tako velikim potencialom morda dobil nek negativni prizvok zaradi imena, ki iz nedavne vojne zgodovine ljudem sporoča neko znano ime nekoga, o katerem se veliko govorili tudi na mednarodnih vojnih sodiščih. In zato smo dejansko zelo kmalu začeli z lobiranjem v centrali, da bi nekako dosegli nekaj, kar nam še nikoli ni uspelo in najbrž tudi drugim znamkam ne, in sicer to, da bi samo za našo regijo spremenili ime. In na koncu nam je uspelo in prišli smo do imena, ki verjamemo, da najbrž še bolje kot originalno ime simbolizira, kaj naj bi ta model pomenil. Megane Conquest, Megane kot eden izmed najbolj znanih avtomobilov v C-segmentu, Conquest pa kot tisti osvajalec, ki osvaja nove trge s to kupejevsko SUV obliko na način, kot ga do sedaj še nismo poznali. Verjetno se boste kar strinjali, da je karakter tega avtomobila že takole na prvi vtis zelo močan in nastopaški. No in v skladu s tole dinamično zunanjostjo je dinamičen tudi nabor pogonskih agregatov. Megane Conquest bo na voljo z 1,3-litrskim bencinskim motorjem TCE 140 ali TCE 160. No, zanimiva pa bo seveda tudi izbira različice s hibridnim pogonom, ki si tehniko deli s hibridnim Cliom. Na voljo je samo z avtomatskim menjalnikom in vedno samo z hibridno izvedbo, bodisi da je to mikrohibrid ali pa klasični polni hibrid. Trenutno stanje je tako, da so predvsem priključni hibridi recimo zelo nišni avtomobili, ki so zelo uporabni res samo za nek ozek specifičen krog ljudi, medtem ko hibridi so bolj splošno uporabni. Mikrohibrid pa dejansko postaja nekaj, kar bo počasi postalo serijsko najverjetneje v vseh avtomobilih in kupcev na to sploh ne bomo najbrž več opozarjali. Mikrohibrid bo predstavljal to, kar je v preteklosti predstavljal običajen bencinski motor. Polni hibrid pa bo nadomestilo za to, kar smo včasih želeli, ko smo kupovali dizelski motor. To ni le trendovski dvignjen kupe, ampak pri Renaultu želijo, da bi bil tudi družinsko uporaben. Predvsem veliko stavijo na družinsko prostornino prtljažnika, ki je že takole na prvi vtis zelo velikodušen. Sicer pa je notranjost sorodna tistim, ki jih od Renaulta že poznamo. Tako izstopata dva velika digitalna zaslona, je pa v tem avtomobilu, ker gre za različico RS-Line, tudi nekaj zelo ličnih športnih detajlov. Nekako po trendih prodaje v Evropi, kjer močno napredujejo cestni terenci, bi lahko rekli, da je Megane Conquest prihodnost Meganov, se pravi prihodnost C-segmenta družinskih avtomobilov, kajti vedno več je ljudi, ki kupujejo križance, seveda pa to ne pomeni, da nadomešča klasičnega Megana. Novo ime je razlog, da se bo ta novinec že od vsega začetka na slovenskem trgu lahko počutil precej domače, saj ga po imenu povezujemo z enim najbolj priljubljenih modelov pri nas, Meganom.
No in odslej ta dva modela povezuje tudi hibridna tehnologija. Pa kar presedimo.